Takole, govoriti o talentih je zanimivo za tistega, ki bo seveda to gledal in poslušal. Manj zanimivega pa za tistega mogoče, ki je vse to doživljal, vse te vzpone, pa seveda tudi padce in se potem vedno znova pobral. To je že velik uspeh. Ja, kar veliko talentov je bilo v meni in tudi že kar dolgo sem na svetu. Mogoče tisti prvi talent, ki sem ga kazal, je bil šah. Bil sem tudi republiški šolski prvak in šah je bila takšna zanimiva igra, v tistem času tudi zelo popularna. No, ob tem pa sem seveda tudi v šoli, že takrat sem bil kar večji od ostalih sošolcev, skratka, igral tudi Dedka Mraza in celo takrat sem imel na eni šolski proslavi tudi že svoje prve paciente kot doktor, seveda samo kot takrat igralec amater. In tako je šlo seveda potem vse to naprej. Učil sem se harmoniko, učil sem se violino, ampak takrat najbrž nisem razmišljal o tem, kam vse bo te v življenju vodila pot. Je pa dobro, da imaš seveda več teh registrov odprtih, da jih lahko uporabiš in potem se odločiš, kam bo šel in kam ne bo šel, čeprav je v življenju tak, da pot te popelje tja, kamor je vse to že vnaprej označeno, kar pravijo, da slučaja v življenju ni, da je vse narejeno z nekim namenom. Tako sem seveda tudi igral različne inštrumente, ampak nikoli ne tako, da bi seveda bil virtuoz na teh inštrumentih. Tudi najbrž zato, ker moraš biti priden. Jaz pa sem bil priden, dokler se mi je to dalo. Potem je skratka tale pridnost pa seveda me kmalu minila. In tako seveda so tale leta šla. Sedaj, ko govorim, pravzaprav zgleda, kot da je to bilo kar naenkrat, pa ni bilo. Čeprav tudi sedaj, ko sem v zrelih letih, ko človek razmišlja drugače, ko se včasih oziraš nazaj, kaj vse si počel in ugotoviš, da vendarle pa nekaj ti uspelo. Uspelo tudi seveda zato, ker sem bil dovolj trmast v življenju. Tudi to je zelo pomembno. No in seveda tudi športom sem se ukvarjal, tudi z nogometom sem se ukvarjal, ampak tudi tu nisem bil dovolj vztrajen, da bi lahko postal neka nogometna zvezda. Vedno pa me je seveda nekako sililo, ali pa moja velika želja je bila tale kontakt z ljudmi, da ljudi razveseliš, da ljudi spraviš v dobro voljo in sem vedno bil takole na hece, to ti je bilo prirojeno, kar naenkrat se je pojavil neki štos, ki si ga povedal in nisi vedel, odkot je prišel, skratka bilo je vse v tebi. In to je seveda z menoj raslo in leta so šla in seveda potem se je trebalo nekega dne odločiti in ja, odšel sem na študij na Dunaj. Na Dunaj, to je bila seveda apostolovščina svojevrstna. Moja mama je bila sicer prevajalka iz nemščine in seveda tako, da sem kar obvladal malo ta jezik. Peljala me tudi seveda kot pridnega sinčka na Dunaj, kjer sem potem opravil izpit na igralski šoli. In tako se je seveda vse to začelo. Ampak ob tem sem pa bil tudi že pišoč. Bil sem novinar, če bi temu rekli, pri različnih časopisih, pri Mariborskem večeru, pa pri 7 dni takrat, pa Nedeljski dnevnik, pa Antena, pa revija Stop. Skratka, za vse sem pisal karkoli že, ali se to bila srečanja s takrat znanimi pevci. Seveda sem hodil tudi na festivale naokoli, zabavno glasbene, pa tudi na tako resnega, kot je bil Dubrovniški festival in seveda sem tam poročal. Pa pisal sem resne članke o uspehih direktorjev, pa o uspehih skratka nekih športnikov. Skratka, povsod sem bil
In veliko sem takrat delal in bilo mi je lepo, takrat so bili seveda časopisi še zelo brani in so te poznali po časopisih. Danes je skratka prodaja teh medijev veliko slabša od vseh ostalih družbenih omrežij, tako da danes več ni to. Takrat pa je to bilo res nekaj posebnega. No in seveda ob vsem tem je prišla potem še televizija, prvi nastopi in ja, marsikdo mi je tudi pomagal, recimo Nela Ržišnik, Marica Krdalo, lahko bi rekel moja druga mama, si je izmislila, potem ko sem jo spraševal, da je ona lahko dohvito odgovarjala, da sem jaz vendarle neki talent in je rekla, kaj če bi ti postal nekdo, ki bi imel seveda ta kostum, pa čelado na glavi, da bi bil tak neposredni proizvajalec in ko je nekaj Šraufa. In tako sem jaz temu dodal še Jaka in tako je nastal lik tegale Šrauf-Cigerja, ki je seveda ni bilo načrtovano, ampak je zares postal priljubljen ne samo pri nas v Sloveniji, tudi po jugi, kjer sem bil kot edini Slovenec, ki je seveda rajžal tudi tam naokoli, tudi nastopal na drugih televizijah, hrvaški in pa seveda srbski televiziji. In tako je skratka vse to začelo. Ob tem seveda, da sem na Dunaju pridno študiral, igral resne vloge na tistih produkcijah, ampak seveda te resne vloge, potem je moj profesor Fritz Muljar, ki je sicer znan bil kot televizijski švejk, rekel, veš kaj, okej, resni onaki je vse lepo, ampak še lepše je, če ljudi razveseljuješ, če jih skratka spraviš v dobro voljo, v to smer idi. In sem seveda tudi šel. No, ampak med tem časom sem postal kar popularno v Sloveniji. Seveda televizijske oddaje so bile in midva z Mišo Molk so takrat tudi že počasi začela sodelovati. In tako sem pozabil na tisto tujino in sem se odločil za domovino, bi temu rekli. Ne? In seveda sem tu pobral čisto vse nagrade, od prvega Viktorja do seveda zlate plošče so se prodajale. Ne? So bile najbolj prodajane glasbeno-govorne kasete v naši skupni državi takrat. Ne? In nastopal sem na festivalih, tudi seveda zmagal in veliko tega se je počelo. Nedavno tega, kdo bi vedel, da ta leta tako gredo, so me spomnili ob jubileju Zlate lisice, da sem pravzaprav pred pol stoletja napisal himno Zlate lisice, glasbo in pa seveda besedilo, ki sta jo takrat zapela Marjana Držaja in Alfi Nipič in ta je še vedno uradna himna tega svetovnega smučarskega pokala. Ja, kaj iz vsega tega, kar vam zdaj pripovedujem, pravzaprav kot mogoče celo neko pravljico, pomeni, da hodi svojo pot, zasleduj, kaj delaš levo, desno, ampak odidi naprej in če si dovolj vztrajen, se bo nekega dne vendarle odprlo tisto okno ali pa seveda vrata, ko boš stopil pod veliko sonce, ki te bo osvetlilo in boš seveda srečen, ker si našel tisto, o čemer si sanjal ali pa kar je prišlo čisto nenadoma nekega dne. In to je pomembno, da si zadovoljen s tem, kar počneš in da nikoli ne odnehaš. Jaz tudi pri mojih zrelih letih še nisem odnehal, še vedno vsak dan pišem, še vedno seveda vsak dan se pripravljam za kakšen moj nastop in pišem tudi seveda za avstrijsko glasbeno revijo Musikpost in zdi se mi, da me kar ne bi bilo, če bi seveda obstal, pa bi rekel, zdaj si že toliko star, saj si že nekaj naredil, ne rabiš nič več narediti, počivaj. Najbrž me potem kmalu ne bi bilo več. Zato nikoli ne obupati. Kolikor si že star, nikoli ne obupaj, da ne bi dosegel svojega cilja. Če se spomnimo seveda samo, vse veste, na tehle izzivih, ko recimo prepevajo, iščejo neke nove pevce, kako so recimo v svetovnem merilu neka gospa Boyle, ki predtem ni pomenila čisto nič, pa je potem zablestela na tem tekmovanju
kasneje seveda prodala milijon plošč in skratka so se uresničile neke sanje. Nikoli ni prepozno in verjemite v lepo vašega jutrišnjega dne, hodite in ne obupati, nikar obupati. Kajti tudi pri meni je bilo veliko teh sponov, padcev, ko se rekel, pa kaj pa zdaj pa ne bo nič več. Pa ne, ker sem bil dovolj trmast, sem šel naprej in zgodilo se je še marsikaj. In tudi zdaj verjamem, da še nisem rekel zadnje, da si bom še kaj izmislil v zadovoljstvo vseh mojih zvestih poslušalcev, ki me seveda spremljajo, mnogih, kaj pa da ni več. Jaz sem še tu, tudi za tisto generacijo, ki še prihaja. Verjemite v sebe in verjemite, da je tudi za vas tisti trenutek sreče, ki bo prišel. Vse do konca, kajti eno samo, kaj je Tanković zapisal, srečno, nesrečno je tole življenje in eno samo za večno in to zelo kratko. Zato se ga splača preizkusiti do potankosti, do konca. Vse v mojem poklicu je tako, da ni tistega penziona, ni tistega počitka, da bi rekel, zdaj mi pa ni treba nič narediti. Ne. Jaz sem za sebe večen in hvaležen vsem, ki se še vedno spomnijo name, ki me zaustavijo, ki mi povedo, kaj so z menoj v tem življenju doživeli. To je velik uspeh. In takšnih je bilo veliko v tem življenju. Ampak zapomnite si, niso bili samo uspehi. Zato verjemite, tudi ko ne bo uspeh, da ta pride nekje druge, ker mogoče najmanj pričakujete. Lepo se imejte.